Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Midva sva z dopusta. Tako nekako, ja. Ja, tako da... Kako si se imel? Super, ti. Mislim, v redu. V redu. Bilo bolj. Ja, bilo slabih. strižiti se moram. Aha, jaz tudi. Shujšati moram. To Ja. je ena zadeva. Če pomisliš, sem imel let nazaj več kot 15 kg manj. Kje si pa bil en let nazaj? Ja, hodil sem. Tako da je bil razlog, ne, ampak sen. Tako, Ja. tako no, sam pomislim. Uravljam, No, zdaj smo po dopustih. tako. In midva sva tudi nazaj, tako da. Ja. Začela bova pa iz Začeli temo. bomo pa tako, malo bolj drugačno. Nekaj posebnega. To že full of cajta nisem rekla. Ja. Posebno oddaja. Tako, prvih 30 sva skozi govorila, Ja, pa ni. takole. No, Jaz sem se odločil, da bom se malo, tako, ful je popularno v zadnjem cajtu, da malo tako raziskuje kakšne umore, pa to, pa kaj se je zgodilo, pa tiste. Potem Ja. sem pa rekel, ajde bom pa jaz za Petkov Ekstrem nekaj podobnega probal. Sam problem v Sloveniji je ta, ker ful nimaš nekih podatkov. Sam tisto, kar dejansko na internetu dobiš. A veš, ne moreš kar nekam v en arhiv, da jim policijski jed, pa reče, Ja. bi pa tole iz tekačevega pogledal, kaj se je zgodilo. A ne? Takole, Ker je informacije sem dobil sam na internetu, nažalost. Ok. Se pa, mislim, je kar nekaj umorov, brez krvnikov. Bo pa, mislim, jih je kar nekaj, sem pa tukaj, sem 4. Za 4 sem se odločil. Ok. Pa tako, ja. No, pa da slišimo. Pa da slišimo. Zaprav, prvega, ki sem dal, je bilo 4-kratni umor v tekačev. Taj verjetno tako zelo znan, po mojem, zato ker je bil en dokaj zgoden v Ja, Sloveniji, pa pozaj še toliko stvari po tistem dogajalo glede tega, da... až da se jaz to ne verjetno spomnim, drugače. ampak... No, sej, Ja. ti bom pa jaz pol tukaj povedal. No, dej. Torej, 4.3. leta 1997 so v Tekačevem... 8 let. A že bil, ni še bil. Nisem bil še. 7 je. In v glavnem v Tekačevemu, Ja, to je v enem kraju, so bili ubiti 4 ljudje. So sta bila zakonca Pohanc in 36-letna podnajemnica, pa njena 17-letna hči. ok. Glavno, ko so odstopili, bajto je bilo vse že razmetano, očitno je bil vlom, nekaj so iskali. Ne? Ok. In kolikor so pol raziskovali, naj bi bila prva ta gospa ubita, strel v glavo je bil, so jo na hodniku, na veš, so jo najdeli na tleh. Ja. Pol naj bi bila naslednja, ki so jo končali, je bila ta 17-letna punca, ki se je očitno za mizo učila, isto strel v glavo. Ona je sicer šele pol ob 11 zvečer, mislim, da je umrla v bolnici, dejansko je bila še živa, ki so jo najdeli. S strelom v glavo je bila. Ja. Tako da je bilo, pač so njo na tak način pokončali. Pol so najdeli v gospodarskem poslopju zraven hiše, so njeno mamo najdeli, isto strel v glavo. Se pravi, lastnik, oziroma glaven gospodar, koliko ne rečem, Ja. njega so pa očitno mučili, ker je najprej imel strel v nogo, posle so ga pa očitno face mučili, na koncu pa tudi ustrelili v glavo in to je bilo to. Zdaj, zakaj si to naredili, pač se ne ve. Naj bi imel on, bil je nek podjetnik, Ok. pa naj bi imel dosti denarja, da si tudi sam hvalil, da ima dosti denarja in je najbrž bilo kaj glede tega, zato ker tudi v hiši pol niso najdeli nobenega denarja, nobene zlatnine. Sem bral, da sicer on denarja ne bi imel kar doma, da ga je imel v banki, sam glede na to, da nič zlatnine niso najdeli, je mogel nekaj biti na tema, ne? Mislim, Ja. da vsak ima nekaj, Ja, a ne? ja, neki. Ne. Mislim, pri nas je res malo. Ja, no, ampak Ampak- vse je vsaj nekaj. Ja, ok. Tako da, ja, takrat se je to pač zgodilo, pa so pa raziskovali in obsojen je bil takrat tisti Kristjan Kamenik, ki je bil najprej obsojen, pol je bil proščen, pol so ga v Srbiji zaradi kaj droge švercev, so ga tam obsodili,
Po je nazaj v Sloveniji prišel, je bil spet obsojen, ampak pa so ga spet čisto razrešili. Pač. Ni bilo dokazov, oziroma, kako bom rekel, najdel so neke superge, ki ne bi jih on nosil, pol so imel petrolu, Ja. zdaj je bila neka kamera, ki ne bi bil on, ko se je pelal od tam. Ampak vse to ne bi bilo na nezakonit način pridobljeno in zato grejo. Zato grejo dokazi stran. To je ena taka stvar, ki meni res, ki jo ne Ja. kapiram. Ja, jaz Ker če boš. Tako, kdaj je bilo? A je bilo par let nazaj? A je bilo v Domžalah to celo? Ja. Ki so eno posilili, eno punco, pa so se snemali. Ja. Pa, ko so šli na sodišče, je bilo pa vprašanje, kako je ta video ven prišel, to je bilo nezakonito in so bili oproščeni. To je take zadeve, to jaz ne kapiram pri nam tako. Ja, Totalno pač. ne. Tudi v 90-ih je bil v Ljubljani en Jack Resperač, isto, ki je dve Ja. ženske ubil, eno je napadel, pa verjetno je še enega modela ubil. Takrat je dobil 14 let in 2007 so ga spustili in model še zmeraj pač, da je v Ljubljani normalno živi. Ale, to so take stvari, ki bi mi jih mogel spet en razložiti meni. Ja. Zakaj? Pač, zakaj? Ja. Sploh tisti, ki so se snemali, mislim. Mislim, kar je posnetje meni tudi. To bi kastriral najprej, pa me briga, Točno če je to, točno to. zakonit ali pa nezakonit. Točno Tisto, pač. Tako, ja. Skratka, Ja, pač v Sloveniji je tak zakon, ja, da zgleda, more- ne. Verjetno bi mogel kakšen kaj narediti glede tega. ampak Ja. Se pravi, nisem dosti brihten, ne vem, kako to gre. Skratka, to je bilo Tekačevo. Mislim, a tlej je bila pač fora, ne ve se, kdo je, ne vejo Ne ve zakaj. se zakaj, ne ve se, kdo je bil, neke osumljence ne bi imel, Ja. ne bi bil tam, no, Ja, ker ni bil obsojen, ne morem nič reči. Ne? tako je. Ampak ja. ne bi imel on še enega pomagača, ki so ga tudi nekako pol najdel, ampak očitno je bilo Premalo premalo do- dokazov in vzga. In je bila zadeva je zdaj pač dokončno, no, ne ve se, kaj se je zgodilo. Ja. Ok, to je bilo Tekačevo. Okay. Druga, taka, ki mi je tako zanimivo, kako je Aha. prišlo do tega, je bil Mustafa Rastoder. Okay. 19.1.2009 so v Šiški v stanovanju najdel Mustafo, ki je bil 6krat ustreljen v prsa, pa 2krat v glavo. Ampak on je bil na kavču, on je očitno ni sploh vedel, ali pa je poznal človeka, ki je bil na kavču in še zmeraj da iz daljincem v rok je sedel, ko so ga najdel Mrtev. mrtvega. A? Ja, to je pa presenečenje bilo. Zdaj, čeprav naj bi v stanovanje celo vlomil, mogoče je bilo toliko na hiter, ampak skratka, kako je bilo. Sam daljinc je ta prva stvar, ki ga vržeš stran, če slišiš se neki ropotanoš z daljincem. Ne vem, kako je Ali bilo. a rečeš, se je tako- žena prišla pa. No, tako je bilo. Ne. Ja. Se pravi, en večer prej so ga še videli, ki je psa sprahajal. Tam ob 11. zvečer so slišali, da se kregata dva, ampak to on se je kregel iz svojo punco. Ja. In ona je takrat pol odšla iz stanovanja, ki je šla do svoje mame. Se je bilo dosti komplicirana zgodba. Je imela pa prepoved približevanja pri mami. In so jo v bistvu takrat, ko je že prišla do mame, so jo policiji so jo pač zaprli, ne? Oziroma so policisti prišli, ker je bila najprej bila osumljenka. Ampak glede na to, da je ni bilo sploh zraven, ni imela ona očitno nad zraven. No, ob 2 zjutraj so pa slišali en ropot sosedje, ampak ker ni bilo nič, ni bilo nič kaj tacga. Pač lahko da se je tudi zgodilo, ne vem, da je kakšen po noč prišel pa vrata zaprl vegetacij. Ja. In noben ni nič na to gledal, no zjutraj ob 7 je pa en sosed videl, da je pač vrata odprta, pa je najdel noter na kavču. Spet, kaj je bilo, zakaj je to bilo, uradno ne vemo. Bil je sicer en obtožen, ki je priznal, Aha. ampak pa je rekel, ne, sej ni tako, pa so ga oprostili. Če je priznal. Ja, zgodba je naj bi bila ta, da so ga zaslišvali, ne vem, 60 ur, on pa on sam vse priznal podpisal, da je imel mer. Aha, ja, dobro. To je spet mogoče ni ta prav način, zaradi tega, ker mrskešen bo mrske rekel sam, da ima mer. Verjeten, Ja. ampak vseeno, no, na tem modelu so tudi ene delce spodnika najdel. Celo njegova mama je rekla, da je bil on.
No, pa je pa spet Tako drugo. da, Ne? tako da je spet očitno premalo dokazal vse skupaj, ampak kot sem rekel, Čeprav meni je ta punca tako je. sumljiva. ne vemo. Pa zdaj, ko reče, stari, mogoče je prišel, kdo je mal, ne, ker lahko za to, ker še ne mafijski prijemi, ne. Ja, ja, Veš, v filmah se zgodi mafija in ga fenta, ki je na kavču. ja. Ne? Ne? Ok. Ja, torej, skrat smo rekli, ja, takrat 2009 se je to zgodilo in do danes je pač spet brez, Brez rešitve. brez rezultata, ta pravga. Ok, gremo spet v 90-te, Ok, ko so najdeli eno truplo v Savi, tak, ta je bil tudi tak, po moje, ta, če kaj še deluje mafijski, pa ta. ok. 21. je, leta 94. Ja, Je kajakaški reprezentant Fedja Marušič v Mednem, ki je treniral v reki, je najdel truplo, ampak truplo je bilo brez glave, brez okončin, sam aha. zgoren del, torso. Oj, ja. Uh, To je bil tudi takrat so- pogled. In ja, to je mogel biti, no, mesec pa pol kasneje je pa en ribič iz Gamelj, Felix Mulc, Ne, je šel loviti ribe, ko je pa najdel spodnji del trupla. aha, ok. Kaj so v bistvu pol, ampak samo najdel so to, vedno nikoli niso glave najdel, nikoli niso rok najdel. Aha. Tako naprej. Nekako so ugotovili, da je bil med 25 in 35 star. Noben ga ni nikoli pogrešal, oziroma ni bilo nikoli, niso vedeli, Kdo sploh je? kdo je sploh to. Aha, ojoj. In so naredili takrat menda preiskavo tako od Gamelj ali pa vse do, kaj že višji, ne Moravče, Medvode. Do Medvode so vse te mostove Ja, preiskali, pa nikjer ni bilo nobenega dokaza. Pol so kasneje so naredili DNK, ker je bila pač tehnologija malo boljša, so naredili tole DNK profil, Aha. pa tudi niso nobenega najdel, tudi Inok so poslali, ni noben bil pogrešan s tem DNK-jem. Tako da, kdo je bil to, kaj se je zgodilo z njim, zakaj je bilo to, se tudi ne ve, je pa hoče reči, da je bilo, zakaj je bilo lahko mafijsko, ker so bili zelo taki ravni rezi na truplu. aha, Očitno je bila žaga ali bilo nekaj, nekako so ga mogli. nekaj čudnega. Tako da, ja, to. No, zadnja, A pa to misliš, so ga vrgli, da je bil to Slovenca, da je bil to? nimam pojma, lahko so ga samo odvrgli, tam Ja. lahko so ga ubili nek, pa so ga sam tam odvrgli. Ja, To je zelo vprašanje. Zato pa prav bi se več, bi se Ta res- pozanimal za kaj Ja, ja. tasga, ampak se Ni. ne moreš. ni, ja. Ne. Je ful zanimivo, ja. Ok, no pa imamo še zadnjo, je pa Smile Etemaj. Smile, te maj. So pa 21.4.2007 je bila v Mengšu čistilna akcija. Ja, In ko so pospravljali tam, veš, kaj greš preki doben, ja, preden greš gor v hrib, pa v Majno, ki je na desni in tak pole, karkoli. V glavnem tam je bil en odlagališče ja, včasih. ja. No, in ko so tam čistili, so najdli v kostje nekoga. In so pa ugotovili, da je bil to ta Smile Etemaj iz Prevoj, ki je bil pogrešan leta 2003. Aha, 3 leta pa pol je bil pogrešan, da so ko ga. so ga našli. Ja, Ugotovili so, da je bil umorjen. Kaj se pa pol, zakaj, kako, spet ne vemo. On je bil podjetnik in 26.11.2003 je bil v Adamu Rauberju, ja, v pivanc bil, posebej pa v enih, je pa telefon dobil, pa so ga videli, da se je usedel v enemu avto, ki ga niso poznali. Posebej pa sam še signal, ki so pol raziskovali, je bil v Domžalah, od telefona je bil ta zadnji signal, ki so ga dobili in takrat je bilo to. ja, ja. Pol so ga pa čez 3 leta pa pol najdel tam ne delati stran od tukaj. Zdaj, kaj je spet bilo, ne, kako, zakaj? Eni pravijo, da je bila mafija, drugi, ki sem bral, so rekli, da se on ni s tem ukvarjal, bil je podjetnik, ampak da ni imel nič šne fore. Mogoče si po nesreč znajdel, Kit, ja. kje je vmes. Ja, tako je to bilo. No, Tako da, ja, zanimivo. te so pa zadeve, ki sem jih danes hotel omeniti. Zanimivo.
sploh nisem vedel za nobeno od teh 4. No, jaz tudi v bistvu, dobro, to kavčev, mogoče imaš neko glavo, čak, Ja. nekaj se je takrat zgodilo, ampak Ja. je pa še tako dost drugih zgodb. Ja. Tudi eno tako sem videl, ki je bil model na kavču, ki je bil ustreljen, s tem, da je žena pa 5-mesečen otrok v sosednji sobi nista nič slišala. Imeli so psa v bajti, ki ni nič reagiral. Take zgodbe To imamo tudi. Tako da, ja, Kot da bi bili v Ameriki. skoraj Ja. tako. Skoraj tako. Tako da ja, to bo pa to za danes. Če kdo kaj ve, naj pokliče policijo. Tako. Pač. To pa ne rabite nama komentirati. Res je. Mislim, Res je. lahko kakšen komentar, sam, če res kaj veš, pa je treba. Teorijo, ki še ne piše. Ja, tako. Ja, kul, zanimiv. Ja. Pametna misel tle bo taka simpel, ne delati. Ne delati tega, no. Ja, ker pač. To ni lepo. Ja, tako. In to s to pametno mislijo Zdaj bo zaključila. bova zaključila. Lep petek, pa se vidimo. Ker se zaklenemo, ali ja. Ajde, čau.